Citroen predstavlja svojega predstavnika v najbolj popularnem avtomobilskem razredu ta hip, se pravi svojega malega SUV-ja, C3 Aircrossa. Prenovljen je celoten prednji del, sedaj so žarometi v celoti v LED tehnologiji, prav tako pa se je znamka Citroen odločila za poseben barvni vstavek na spodnjem delu. Omenjen barvni vstavek je lahko kar v 4 različnih barvah, in sicer v beli, oranžni, črni ali pa na posebni seriji tudi v rdeči barvi. Personalizira se poleg prednjega dela tudi ohišje vzvratnih ogledal, imamo tudi poseben stil zadnjega vogalnega stekla, prav tako pa lahko stranka izbira tudi med 2 različnima barvama strehe, to sta streha je lahko v črni ali beli barvi. Da pa še to ne bi bilo dovolj, lahko stranka izbira tudi med različnim dizajnom 16 in pa 17-palčnih platišč iz lahke litine, ki so lahko poleg črne barve tudi v svetlejših barvnih izvedbah. Zdaj na cestah vidimo predvsem sive, črne pa bele odtenke, zato smo se odločili, da ponudimo brezplačno barvo rdečo, in sicer kovinsko, to je ta rdeča, tako da skušamo neko barvitost in pa seveda pozitivizem na slovenske ceste, ki pride prav sploh v teh meglenih dneh. Kar se tiče drznosti, je na voljo še ena nova barva, in sicer barva siva kaki, ki bi jo za še povečane drznosti lahko kombinirali s kakšnimi modrimi barvnimi dodatki, se pravi modro ohišje vzvratnih ogledal in pa tudi tistega zadnjega četrtinskega dela vozila. Pri Citroenu mali SUV pomeni tudi mali družinski avtomobil. In na tem mestu lahko poudarimo, da lahko sovoznikovo naslonjalo takole poklopimo, kar nam omogoča, da v tem malem avtomobilu tovorimo tudi 2,5 dolge predmete. In seveda, družinska raba pomeni tudi to, da lahko zadnjo klop pomikamo po dolžini in na ta način lahko prilagajamo velikost prtljažnika specifičnim potrebam na poti. In ja, dolžinski pomik zadnje klopi v tem avtomobilskem razredu ni samoumeven. C3 Aircross pa seveda noče navduševati samo z eno prostorsko prilagodljivostjo, ampak tudi s SUV-evsko pustolovskim značajem. Začuda nima tistih klasičnih zračnih mehučkov na bokih, ki so očitno tudi po Citroenovem mnenju bolj lepotnega pomena. Iz uporabniškega stališča je tako bistveno bolj koristno, da ima ta Aircross lahko tudi tako imenovani sistem grip control. Ta na strmih klancih, prekritih snegom, blatom ali na makadamu, preprečuje, da bi se avto zaganjal in s tem kopal. Drži malce višje vrtljaje, hkrati pa ESP v teh primerih ne pobere vse moči, zato avto ves čas vleče. Ne obstane, ko pridejo težje cestne razmere. Če vas simpatična barvitost mika bolj kot pa pustolovska ali družinska plat Aircrossa, lahko pri Citroenu izberete kar klasičnega malčka, iz katerega ta Aircross izhaja. Seveda mu je ime C3. Preverite, če bi vam ustrezal z vašim naslednjim klikom.